Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Hvala tudi za prijazno povabilo na simpozij, ki ga že 2 dni z velikim zanimanjem spremljam. Začel bom z mislijo angleškega pisatelja Charlesa Reada, kateremu se pripisuje naslednja izjava: pazi na tvoje misli, kajti postale bodo besede. Pazi na tvoje besede, kajti postale bodo dejanja. Pazi na tvoja dejanja, kajti postala bodo tvoj značaj. Pazi na tvoj značaj, kajti postal bo tvoja usoda. Konec navedka. Lansko leto, torej v letu 2020, ko naj bi se izvedel ta simpozij, ki se že izteka, se je obhajala 20-letnica objave dokumenta Dabru Emet, judovsko stališče do kristjanov in krščanstva, ki ga je v Združenih državah Amerike izdal National Jewish Scholars Project. Omenjeni dokument, torej Dabru Emet, je v prvi vrsti ponudba pripadnikom in pripadnicam judovske skupnosti, da skupaj premislijo o svoji drži do kristjanov. Hkrati pa je to na drugi strani tudi neke vrste izhodišče za nadaljevanje pogovora, diskusije, dialoga med kristjani in judi. Odnos evangeličanov do judov se je skozi zgodovino spreminjal iz simpatije, solidarnosti, empatije, v odklanjanje, nerazumevanja in na žalost vse tja do sovraštva. V 16. stoletju dr. Martin Luther kot eden izmed prvih merodajnih teologov zagovarja nenasilen misijon judov in hkrati zahteva tudi njihovo vključevanje v družbo 16. stoletja. Toda zaradi izostanka uspehov pri misijonu njegovo navdušenje do judov kmalu splahni in se na žalost izoblikuje v negativno držo nasproti njim, kar je v svojem referatu včeraj orisal tudi Marko Jovanovič iz Regensburga. Vendar Lutrovo odklonilno stališče ni rezultat nekega rasizma, temveč bolj posledica protijudovske teologije, ki se je sčasoma pri njem zaradi tega razočaranja utrdila. Protestantske skupnosti, še posebej evangeličanska cerkev v Nemčiji, so po zločinskem holokaustu kritično analizirale svoj odnos do judov tokom zgodovine in iskreno obžalovale negativno držo do njih. Rezultat te kritične samorefleksije so jasno izoblikovana in zavzeta stališča, ki na eni strani ostro obsojajo antisemitizem in na novo definirajo odnos Judje, kristjani strani evangeličanov. Kot sem nakazal že na začetku, je v letu 2000 bil objavljen pomemben dokument Dabru Emet, judovsko stališče do kristjanov in krščanstva. Skupni odbor pod imenom Cerkev in judovstvo, ki so ga imenovali Evangeličanska cerkev v Nemčiji, Zveza evangeličanskih cerkva in Združena evangeličansko-luteranska cerkev v Nemčiji, se je v letih 2003-2004 v številnih razpravah temeljito seznanil z omenjenim besedilom, da skupni odbor Cerkev in judovstvo razume dokument Dabru Emet kot za evangeličansko cerkev pomembno judovsko reakcijo na prizadevanje krščanskih cerkva, da bi svoj odnos do judovstva postavile na nov teološki temelj. Temu skupnemu odboru se torej zdi pomembno, da se z omenjenim dokumentom krščanske cerkve seznanijo in o njem tudi razmislijo ter razpravljajo. Pri tem se hkrati tudi sam zaveda, da je ta omenjeni dokument znotraj judovstva predmet kontroverzne razprave. Dabru Emet se razume kot odgovor na teološke izjave, ki so bile oblikovane s strani študijske komisije, ki sem jo prej omenil, Cerkev in judovstvo,
sicer v letih 1975, 1991 ter 2000, v izdanih študijah Evangeličanske cerkve v Nemčiji pod naslovom Kristjani in Judje, zbirka 1-3. V teh navedenih tekstih, ki so bili izdelani znotraj evangeličanskih cerkva, so poudarjeni naslednji trije pogledi oziroma argumenti. Trajna izvoljenost Izraela s strani Boga, trajna povezanost cerkve z Izraelom in odpoved vsaki vrsti antisemitizma. Izjava, da Bruemet je opazila spremembo v teološkem razmišljanju krščanskih cerkva, zato poziva Jude, da se sami pozitivno odzovejo na krščansko prizadevanje za priznanje judovstva. Pri tem se evangeličanske cerkve zavedajo, da se ta v konsenzu dosežena spoznanja morajo še naprej utrditi in poglobiti. Da Bruemet je v prvi vrsti in predvsem ponudba Judin in Judov drugim Judom, torej pripadnikom lastne verske skupnosti, premisliti v svoji drži do krščanstva. V morebitno uveden interni judovski proces krščanske cerkve nočejo, ne morejo in si ne upajo poseči. Na drugi strani pa skupni odbor cerkev in judovstvo razume izjavo, da Bruemet, kakor tudi znotraj judovstva izraženo kritiko do nje, kot pomoč, kot spodbuda, nadaljevati začeto pot lastne reorientacije. V procesu dialoga se ne bo nobeden od udeležencev odpovedal potrebi diskusiji o razlikah. Goji pa se upanje, da bodo Judje in kristjani spoznali skupne značilnosti in o njih pričevali tudi drugim, in da bodo tam, kjer obstajajo razlike, izmenjujoča se kritična vprašanja prispevala k temu, da bomo lastno v luči drugega jasneje izrazili, povedali in v dialogu razkrili. Skupni odbor cerkev in judovstvo k 8 tezam, da Bruemeta poda razmišljanje kot prispevek za nadaljevanje pogovora med evangeličanskimi kristjani in Judi. Podal bom kratek povzetek omenjenih odgovorov na 8 tez. Prva teza se nanaša na čaščenje istega Boga. To je preimenovani skupni odbor evangeličanskih cerkva dopolni za izjavo, navajam, Truedini Bog, o katerem govori krščanska veroizpoved, ni noben drug kot ta, kateremu moli Izrael. Konec navedka. Druga teza izpostavi, da tako eni kot drugi priznavajo avtoriteto ene in iste knjige, torej Biblije. Ker skupni odbor evangeličanskih cerkva dopolni z ugotovitvijo, da je potrebno spoštovati različne načine branja in razumevanja tekstov Stare zaveze. Kristjani pa si prizadevajo spoznati judovsko razlago Tenaha, torej Stara zaveza. Tretja teza judovskega dokumenta predpostavi, da kristjani spoštujejo in razumejo zahtevo judovskega ljudstva do dežele Izrael. Izjava skupnega odbora cerkev in judovstvo na to odgovori, da tudi krščanska teologija pozna način govorjenja v Izraelu kot obljubljeni deželi. Toda med deželo kot milostni dar Boga in sekularno državo Izrael je vseeno potrebno skrbno diferencirati. Četrta teza dokumenta, da Bruemet, da oboji pripoznajo moralne principe Tore, govori o človekovem dostojanstvu, saj je vsak ustvarjen po Božji podobi. Skupni odbor se naveže na podano izhodišče za izjavo, navajam, kot predstavniki judovsko-krščanske tradicije, na kateri počiva naša kultura, stojijo Judje in kristjani v enaki odgovornosti za našo družbo. Veliko je pridobljenega, če to odgovornost skupaj prevzamejo in tako s svojim delovanjem prispevajo
k ohranitvi človečnosti v naši kulturi. Konec navedka. Peta teza, da nacizem ni bil krščanski fenomen. Je bil kot roka sprave ponujena nemški evangeličanski cerkvi. Da skupni odbor cerkev in judovstva ugotovi, navajam, tudi mi spoznamo nujo, da utrdimo ravno tiste zasnutke za nadaljnji razvoj evangeličanske teologije, ki so se v uporu proti nacionalsocializmu obnesli. Razločevanje med stvarnikom in bitjem, ter prepričanje o božji ljubezni do vseh ljudi je teološki temelj, s katerim je veliko kristjanov postalo sposobnih za upor proti totalitarnim in rasističnim sistemom. Konec navedka. Šesta teza govori, da bo šele z dokončno božjo odrešitvijo sveta odpravljena tudi do zdaj nepremagljiva razlika med Judi in kristjani. Odbor cerkev in judovstva se odzove s trditvijo, da razodito resnico lahko izpričujemo, ne moremo pa razpolagati z njo. In navajam, šele ko bo zadnji cilj celotne zgodovine Boga s svetom dosežen, bo božje ljudstvo in njegovi od Boga podani določenosti vidno izstopilo. Do takrat teologija, skrivnost, ki je podana za razmerje med cerkvijo in Izraelom, ne bo mogla razrešiti. Konec navedka. Sedma teza predpostavi, da pozitivno razmerje med obima verskima skupnostima ne bo pospešilo judovsko asimilacijo. Čemu pritrdi tudi skupni odbor z ugotovitvijo, da je skrbno voden dialog v pomoč pri razjasnitvi lastne identitete, ter da spodbuja mir ter razumevanje med narodi in religijami. Zadnja, torej osma teza poziva obe strani, da se morajo tako kristjani kot Judje zavzemati za pravičnost in mir. Odgovor protestantske delne skupine cerkev in judovstvo na zadnjo tezo da Brue Meta je, navajam, v veselju nad skupnim in v spoštovanju razlik, lahko oboje, vsak v svojem verskem prepričanju, hodijo nasproti končnemu razodetju resnice. To zadnjo izjavo bom uporabil kot prehod na kratko predstavitev verskega sožitja na levem bregu reke Mure. Še pred začetkom mednarodnega ekumenskega gibanja, ki se je začelo 1948, ki je na začetku, torej od leta 1937, povezovalo predvsem protestantske cerkve, na kar so se sčasoma pridruževale tudi druge, se je prva oblika življenjske realnosti sožitja medsebojnega verskega spoštovanja izoblikovala ravno na našem območju. Eden največjih ciljev ekumenizma je ponovno pridobljeno in odkrito bratstvo. Tako je še posebej v verski raznolikosti, včasih nasprotnem si mnenju ali učenju, potreben dialog in potrpežljivost. Načeloma namreč velja, da je v pogovoru mogoče lastno vero zagovarjati, jo izpričati in hkrati drugemu pripoznati kot ravno drugega in ga spoštovati. V pogovoru se lahko naučimo, da našega sogovornika bolje razumemo. Hkrati pa lahko pridobimo za lastno vero nove perspektive in poglede. Za Prekmurje je značilno, da na geografsko majhnem področju združuje raznoličnosti, ki so marsikje drugod povzročale težave in sovraštvo. Na zaokroženem območju med Muro in Rabo so v preteklosti sobivale različne verske in jezikovne narodne skupnosti in sobivajo še danes. Prebivalci tega območja so večinoma obvladovali in se tudi sporazumevali v prekmurskem, madžarskem in nemškem jeziku. Vsa ta pisanost pa se je odražala tudi v kulturnem in gospodarskem življenju tega območja. Poleg katoličanov in evangeličanov, ki na tem območju sobivajo od 16. stoletja, so se v 18. stoletju v Prekmurje začeli naseljevati tudi Judje.
Do sredine 19. stoletja so prihod Judov v te kraje podpirali celo nekateri fevdalni gospodje. Priseljevanje je omogočil, tako kot za versko reaktivacijo evangeličanov v Prekmurju, ki so do takrat zaradi protireformacije hodili k bogoslužjem v tako imenovane artikularne kraje na Madžarskem. Vse to je torej omogočil tolerančni patent Jožefa II. Iz leta 1781. Število judovskih družin, ki so se ustalile na tem območju, je naraščalo, saj so jih leta 1889 našteli že 1107. V Murski Soboti jih je živela približno tretjina, druga tretjina v Lendavi, ostali pa po okoliških vaseh. Ukvarjali so se večinoma s trgovino, mesarstvom, obrtništvom in gostinstvom. S povečanjem števila judovskih prebivalcev se je pojavila tudi potreba po sinagogah, ki so jih zgradili v Murski Soboti, Beltincih in Lendavi. Vendar so izgradnje verskih objektov in spremljajočih šol tako pri večinski katoliški skupnosti, kot tudi pri manjšinski judovski in evangeličanski predstavljali velik strošek, ki je zahteval najem kreditov, pa tudi materialno podporo strani vernikov in drugih dobrotnikov. Dobrotnikov, ki pa niso a priori pripadali tej ali oni verski skupnosti. Tako je mursko-soboški grof Geza Sapari judovski skupnosti podaril zemljišče za izgradnjo sinagoge. Grof Teodor Sečani z Zgornje Lendave pa je kot soustanovitelj evangeličanske cerkvene občine v Murski Soboti prispeval znatna denarna sredstva. Omenjene verske skupnosti so z ustanovitvijo ženskih društev, ki so skrbele za oskrbo revnih, še posebej družin, ki so živele v skromnih razmerah, bile dejavnejše na področju diakonije. Grof Sigismund Batthyány je za izgradnjo sinagoge v Murski Soboti daroval denarna sredstva in zagotovil svojo prisotnost pri blagoslovitvi temeljnega kamna sinagoge. Poleg odraslih so se v to plemenito akcijo vključevali tudi najmlajši, kar govori o dobrem medverskem in družbenem sožitju. Dijaki iz Murske Sobote in okolice so iz kopička poletne zabave namenili denarna sredstva za izgradnjo katoliške cerkve, židovske sinagoge, evangeličanske cerkve, za podporo revnih učencev in nabavo učnih pripomočkov v evangeličanski in katoliški verski šoli. To dokazuje, da je medsebojno spoštovanje preraslo načelne izjave in formulacije ter se konkretiziralo v materialni pomoči enim in drugim, in to brez razlik. Ob blagoslovitvi temeljnega kamna za sinagogo v Murski Soboti leta 1907 je bil navzoč tudi mursko-soboški evangeličanski duhovnik Štefan Komač in inšpektor cerkvene občine dr. Ivan Vratovič. Zbrane goste in domače vernike je, ker judovska skupnost takrat še ni imela rabina, nagovoril predsednik judovske skupnosti dr. Samuel Riče. Navajam: Na tem temeljnem kamnu se bo gradila naša cerkev, da se bo z naših ust in ust naših potomcev glasilo slavljenje Boga. Tukaj se bo dvigal oltar, ki bo zunanji simbol ljubezni in usmiljenja. Tako oltar ne bo samo simbol naše vere, temveč najlepši in najpomembnejši simbol, da v ljubezni do bližnjega ne delajmo razlike. Konec navedka. Svečanemu nagovoru dr. Ričeja in udarcu s kladivom so v kratki molitvi isti postopek izvedli mursko-soboški evangeličanski duhovnik Štefan Kovač ter drugi eminentni gostje. Po enem letu, torej 1908, so sinagogo v Murski Soboti blagoslovili in predali svojemu namenu. Tudi pri tej svečanosti so bili prisotni evangeličanski duhovniki, verniki ter drugi eminentni gosti. Dobri odnosi pa niso gradili samo med judovsko in evangeličansko skupnostjo, ampak so se vedno bolj prenašali tudi med katoličane in evangeličane. V mursko-soboškem lokalnem časopisu iz tistega obdobja zasledimo, da sta na pogreb dolgoletnega duhovnika v Križevcih na Goričkem poleg evangeličansko duhovnikov prišla tudi dva katoliška. Vedno bolj se je v vsakdanjem življenju Prekmurcev utrjevalo medsebojno spoštovanje, zaupanje in pomoč.
Tako na podeželju, kakor tudi v mestu so tako verniki vseh veroizpovedi, kot tudi njihovi lokalni cerkveni voditelji skrbeli za dobre medkonfesionalne odnose. Voditelji verskih skupnosti v Murski Soboti so to ekumensko držo potrjevali z medsebojnim druženjem v javnosti. Evangeličanski senior Štefan Kovač in soboški dekan Janez Slepec sta se redno družila na skupnih sprehodih in pogovorih po mestu in tako vsem na očeh demonstrirala ekumensko naravnanost. Pozneje, konec leta 1926, se jima je na tradicionalnih sprehodih pridružil se novi soboški rabin, dr. Lazar Rop. Mesto in okolica je dolga desetletja profitirali iz teh miroljubnih in spoštljivih demonstracij verskih voditeljev. Do začetka druge svetovne vojne tako na tem majhnem območju zasledimo 5 krščanskih in judovsko skupnost. Po okupaciji Jugoslavije so se v času druge svetovne vojne začele priprave na pogrom Judov. Nekaj se jih je preventivno dalo krstiti v evangeličanski ali katoliški cerkvi in spremeniti ime, da bi ušli preganjanju strani nacistov. O tem pričajo vpisi v krstne knjige evangeličanske in katoliške verske skupnosti v Murski Soboti, ki sta na ta način poskušali rešiti čim več judovskih someščanov. Večina Judov je navkljub krstu in prestopu v krščansko vero bila deportirana. Evangeličanski tovarnar Josip Benko, ki je imel mestno predelovalni obrat v Murski Soboti, je Judom, ki so čakali na deportacijo, po pričevanju udeleženke transporta prinesel prehrambene pakete za napot. Spet drugi so jih skrivali po svojih domovih ali jih obveščali o načrtovanih aretacijah. Danes te osebe imenujemo pravičniki. Ob koncu velja dodati, da navkljub vsej pestrosti konfesionalne podobe skozi celotno zgodovino dežele ob Muri ni bilo med njenimi prebivalci neke izstopajoče verske nestrpnosti. Ekumensko sobivanje različnih veroizpovedi in nacionalnosti je tudi dandanes v teh krajih, lahko rečem, vzorno in miroljubno. Trenutno na tem območju deluje 5 verskih skupnosti, katoliška, evangeličanska, reformirana, benkošna in baptistična. Vzorno sobivanje, predvsem pa prijateljski in spoštljiv medsebojni odnos verskih voditeljev, ki se je začel že pred več kot 100 leti, je ustvaril atmosfero miru in iskreno ekumensko sožitje. Besedam so namreč sledila dejanja in to je v zgodovini Prekmurja pustilo globok pečat. Zaključil bi z mislijo angleškega pisatelja Charlesa Reada, ki sem jo prebral že na začetku. Pazi na tvoje misli, kaj ti postale bodo besede. Pazi na tvoje besede, kaj ti postale bodo dejanja. Pazi na tvoje dejanja, kaj ti postale bodo tvoj značaj. Pazi na tvoj značaj, kaj ti postal bo tvoja usoda. Hvala za vašo pozornost.